nisem pričakovala, da se bom na najlepšem mestu na svetu počutila tako izgubljeno. Sam, kako češ planirati life? Ne moreš ga. Kako ste bila kaj presenečena, ko smo povedali, da bo vajin film v bistvu otvoritveni film letošnjega festivala slovenskega filma? Ja, jaz sem bila ravno na kolesu, ko me je klical producent in je rekel, da imamo to priložnost in seveda sem bila takoj za in mi je izjemno čast, da je bil v Čantani otvoritveni film 27. festivala slovenskega filma. Ja, jaz sem bil pa tudi zelo ponosen na Majo, da je to uspel doseči. In ja, pač smo nazdravila zvečer na to novico. Se pravi, to ni razbilo vajine veze? Ne, če jo ta film ni, potem mislim, da jo skoraj nič ne more. Pač itak je bilo, to, kar se je zgodilo, je bilo tako na koncu vprašanje, a ostaneva skupaj ali pa ne ostaneva skupaj. In mi, da so se pač odločila, da ostaneva skupaj, tega je že 5 let nazaj. Jaz sem imela priložnost v montaži v bistvu iti skozi neke vrste terapijo in sem zrasla kot oseba, pa tudi Blaž je od takrat se veliko spremenil. Pač ljudje se spreminjamo in v bistvu to, kar se je zgodilo, sicer ni bilo prijetno in ni bilo lepo, ampak nam je dal neko vid v to, kje sva in kjere stvari lahko izboljšava oziroma če si želiva skupaj ostati, kako to doseževa. Kako se bom imelo pa kaj vam konkretno gledati v filmu, no? Ker vseeno ste malo vi bad guy, kot smo tudi že prej slišali, no? Ja, mislim, jaz sem po snemanju na poti sem se čisto umaknil, pa sem delal čisto druge stvari, ker prej sva z Majo večinoma skupaj delala vse. Potem pa v bistvu, ko je bil Final Cut, sem ga doma pogledal. Potem sem pa na premieri v Trstu bil s publiko vred. Večinoma sem si ali tiščal oči ali pa ušesa. Tako da, ja, seveda, pač ni se lepo videti na tak način, ampak med samim snemanjem je bilo pa kot ustvarjalcu filmskemu jasno, da pač tako zgodba, kar tudi pač življenje rab, da jaz to mogoče malo delim, zaradi tega, ker ponavadi na tematiko ozdravitve po terminalni bolezni imamo neke popoldanske, nedeljske, družinske, happy end filme, realnost pa ni glih taka. Tako da mogoče kdo, ki bo tudi ozdravljen, pa sam mu ne bo jasno, zakaj pač ni zdaj kar naenkrat vse lepo in posod rožice rastejo. Lahko vidi ta film, pa vidi, da v bistvu ni edini. Vsi ste toliko neki proti meni nastrojeni, da sam fuck off, stari, kaj je, da je to? In če mu pa vsa ta drama, če je toliko lepo, stari, kaj da fuck, da je ljudje. Začel se je letošnji že 27. festival slovenskega filma Portorož. Zdaj za nami je že prvi film, pa malo ste že tudi se verjetno pogovarjali z ljudmi, no, kaj so zaenkrat dejali. Ljudje so zelo zadovoljni, kolikor so moje prve informacije z odločitvijo, da bo letos dokumentarni film, otvoritveni film in da bo tudi film za malo, da rečem temu, zahtevnejšo tematiko, tako da čutim, da so odzivi nekako dobri. Kaj se bo pa še vse odvijalo tudi do nedelje? Ja, do nedelje se bo odvijalo predvsem veliko filmov, tako tekmovalnih kot preglednih in nekaj posebnih projekcij, obenem zelo bogat strokovni program in pa festivalska druženja, ki se začnejo jutri v magazinu Grando in bodo potekala vsak večer. Zdaj, letos je tudi zelo veliko mladinskih filmov, vas to kaj preseneča? Načeloma niti ne, ker je bilo pričakovati, ker se je vedelo, da so ti mladinski filmi v produkciji. Pač letos je to tako prišlo takšno leto, da so ti mladinski filmi končani in so se prijavili na festival. Kaj bo drugo leto, mogoče bo kako drugače, ne vem, ampak mladinski filmi se v Sloveniji nekaj časa dolgo niso snemali, kot se spomnim, je bila vmes en premor, bi temu rekel, sedaj pa je to temu drugače. Naj se ljudje ne ustrašijo, lahko pridejo tudi z otroki sama, ne?
absolutno vabljeni z otroci, sploh na filme, ki so čez vikende, tako da otroci nimajo drug dan zgodaj šole, vabljeni vsi, to se pravi, kot pravimo nekako v šalu, od 10 do 80 let. Kako ti je bil ta otvoritveni film današnji všeč? Moram reči, da mi je bil zelo všeč. Presenetilo me je, da je v bistvu ta dokumentarna forma delala nekako kot igrani film, čeprav ni bil igrani film, ampak predvsem Maja, jaz bi jo kar gledala, mislim, po mojem, vem, da je režiserka, ampak mogoče bi mogla biti tudi igralka. Mislim, res je, meni je bilo njo magično gledati, pa vsa ta njena občutanja. Sem malo pretresena, ker je res težka zgodba, pa pač tudi odnos med njo in Blažem. Moram še zbrati vtise, no, ampak vsaka čas, pa tudi razumem, da so rabili malo dalj časa v montaži, kako to vse skupaj zaviti in zapakirati. Zelo zanimiva zgodba, no, sem uživala. Bi tudi ti rekla potem, da so dokumentarni filmi v dostih stvareh boljši kot igrani, no? Mislim, ta dokumentarc, jaz načeloma zelo rada gledam dokumentarce, ne vem, neko realnost dajo, ni vse fiktivno, mogoče ga bolj zares vzameš, ker ni igrano, ni fikcija, čeprav valjda tudi, ko se snima dokumentarni film, je pač režija, pa koreografija, pa scenarija, ne. Ampak, ja, imam rada dokumentarce, no. Meni je bil ta dokumentarc res všeč. Čisto me je noter potegnil. Začne se s takimi, ok, ne smem preveč spoilati, ampak s takimi ne preveč, mislim, s klipi, ki so bili delno tudi s telefonom posneti, ampak ta voice over, ki je zraven, te res potegne noter in jaz sem čisto upadla, tako da meni je bil film res všeč. Je pa ta fant res malo bad guy izpadel na koncu, ne. Super film, odličen dokumentarc, upam, da jih bo še več. Se tudi tebi zdi, da so dokumentarci včasih še boljši od igranih filmov? Ja, meni velikokrat zapaše pogledati dokumentarni film, ker se želim nekaj novega ali naučiti, ali nekaj novega izvedeti, predvsem kakšni zgodovinski so mi všeč, pa kakšni v zvezi s hrano tudi. Na Netflixu je tudi par dobrih, no, tako da rada pogledam dokumentarne filme. Mislim, da je to ni film, ki bi lahko rekel, mi je všeč, mi ni všeč, ne. Govori v bistvu o stiski dveh mladih ljudi, ki se morata zelo zgodaj soočati z boleznijo, s smrtjo in tako naprej. Tako ja, mislim, zelo zanimiv film, moram pa reči všeč, ni všeč, ne, se te dotakne, vse to, ampak ja.